V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli četrtek gostili literarni večer z Esadom Babačičem, ki je predstavil svojo knjigo Priročnik za neuspešne. Priročnik za neuspešne je bridko iskrena, duhovita in neizprosna knjiga o neuspehu. Esad Babačič razkriva, zakaj prav v sprejemanju porazov morda skrito največje človeško dostojanstvo. Neuspeh je marsikaj. Tako kot je tudi uspeh marsikaj. Nekaj dni nazaj sem bil na obisku na Vodmatu, kjer sem jaz gor rasel. Vodmat je krajevna skupnost v centru Ljubljane, v bistvu in klinični center je v tej krajevni skupnosti, Vodmat. In leta 80 sem se jaz tja preselil, ko je Tito ležal v kliničnem centru. In takrat je tudi punk se začel in takrat sem jaz pisal že besedila za punk skupino in Tito se je ravno poslavljal v kliničnem centru. In jaz sem v ta stanovanje se preselil, to se pravi, točno nekako v istem času. In sem šele, ko sem vstopil v stanovanje, ugotovil, da je v tem stanovanju pred mano živel Niko Grafenauer. Kar je bilo neverjetno. Mi smo bili dejansko, družina smo bili zato, ker mojih staršev pokojni so, smo bili dejansko res iz delavskega razreda, praktično z dna. In z dna smo tudi prišli, jaz sem prišel iz Streliške ulice, to je Streliška ulica pa pod gradom, zelo blizu Roške, tam, kjer je potem bil Janša v zaporu. Tako da sami te neki zgodovinski trenutki so se odvijali okrog mene, ne da bi jaz si glih to želel v življenju. In smo mi dejansko prišli iz te Streliške, iz kleti, vlažne kleti pod gradom na severni strani, to se pravi Ljubljane, kjer voda ni niti pronicala, ker je tak teren, poleg tega, da je to severna stran, pač je bila toliko večja vlaga. In moja mama je dejansko v želji, da bi uspela. Za njo je bil uspeh torej to, da bi šli iz tega stanovanja ven, da bi zapustili to kletno stanovanje na Streliški in je me celo nekoč vzela s sabo in je šla k Titu. Z vlakom je šla v Beograd na obisk k Titu. Jaz nikoli nisem zvedel, da je ona do Tita prišla, ampak domnevam, da ji ni uspelo. Ampak ona je toliko bila vztrajna, toliko je hotela pomagati, da je pač iz obupa preprosto to naredila. In potem smo dobili ta stanovanje na Vodmatu in sem prišel gor v 4. nadstropje in nisem mogel verjeti, da je Niko Grafenauer živel v njemu. Sprav Niko Grafenauer, ki je nekaj let kasneje začel skupaj z novo revijaši tisto, kar smo potem poimenovali Slovenska pomlad in osamosvojitev in tako naprej. In pred dnevi sem obiskal to stanovanje, v tem stanovanju pa zdaj živi bratranec od mojega prijatelja Andraža Poliča, ki je pa nečak od Raca, od Ratka Poliča, svoja družina Poliči. In me je pelil, me je povabil na gor, da obiščem to stanovanje in sem prišel noter in stanovanje je zdaj krasno, zrihtano vse. In noter je bil ta bratranec od Andraža in je imel majico Pečjak. Zdaj pa ta majica Pečjak, kako je to mogoče. Ker jaz sem pa takrat, ko smo se preselili na Vodmat, delal v pekarni Žito, na Šmartinski. In sem takrat tudi napisal pesem Lili Marlen za vsakega pravega delavca, ker mi je bilo zelo težko delati v tej tovarni, nisem se glih znajdel v teh 3 izmenah. Ampak je bila neka romantika v tem. In sem pač napisal pesem, kako je težko vstajati in iti v tovarno, iti v pekarno in tako naprej. In zdaj jaz pridem v to stanovanje in Marko, ta Marko s majico Pečjak, jaz gledam in on meni in on se začne pogovarjati z Andražem, ga vpraša Andraž, pa kako pa kaj hodiš spat, pa ja tako po dnevu enkrat, dvakrat, trikrat, pa jaz dojamem, on dejansko dela v pekarni, še vedno. In potem se začnemo smejati.
In mu je spravim, da ne mogoče, da še ta koincidenca, da je on zdaj v tem stanovanju, kjer sem jaz bil, ker sem v pekarni delal in on delal v pekarni. In na koncu sem mu podaril to knjigo, priročnik za neuspešne, in njegova prva reakcija je bila, pa dže baš mene nađe. Ne, češ, kao pa, ne, zdaj pa še to, ne, še ta udarc, ne, zdaj je bila hčerka, ne, ona se je seveda zabavala, ampak ker je bilo res duhovito, no, pravim, da je to bil en najbolj pristnih in tudi iskrenih odzivov na to, kaj ta knjiga je, ne, mislim, kdo si sploh želi priročnika za neuspešne, a ne, mislim, ker v istem hipu pač si priznaš, oziroma če ga bereš, ne, da si neuspešen, a ne. In mi živimo pa v svetu, ki je obsojen na uspeh.